studiu Radia Sraka spet. Ja, lepo pozdravljeni, dober večer. No, če vas lahko popravim, nič poklicali sem kar tukaj z vami v studio. Kot ste slišali, vse skupaj se je začelo zelo žalostno, sozavo skladbo, ponavadi se Srakina sobotna veselica prične z bolj poskočnimi takti. Ta večer bo vse skupaj malce bolj otožno, žalostno, drugače, kajti poklonili se bomo zlatemu glasu Fantos Praprotna Jožetu Šifrerju. V torek 16. januarja, torej pred 3 dnevi, je minilo 50 let od njegovega slovesa, kar se je v prometni nesreči tik pred Praprotnim poslovil za vselej in spomin nanj bo ostal v vseh nas na vse večne čase, tudi v tej pesmi, ki smo jo pravkar slišali, pesem Zvonovi ali kot jo drugi imenujejo Glas njegov spomin, in mislim, da so se fantje s Praprotna skupaj s Slakom na najlepši način oddolžili s tole skladbo dragemu Jožetu. Franci, kdo je napisal besedilo za tole pesmi? Ja, moram povedati, da je besedilo napisala članica našega društva, torej Društva pesnikov slovenske glasbe, gospa Vera Kumprej iz Ljubnega ob Savinji. Naj povem še to, da je Vera Kumprejeva bila v osnovni šoli sošolka s Frenkijem Kramerjem, današnjim vodjo ansambla Fantje vseh vetrov, ki je tudi pred kratkim bil v vaši sobotni Srakini veselici. Tako da skratka zelo, zelo lepa skladba. Lahko še povem samo tole, fantje so, ko so to skladbo posneli, ne boste verjeli, mnogi tega ne vedo, da je v tej skladbi pomagal celo Miško Hočevar. Mnogi se ga spominjajo, Miško in Božo, ko sta bila člana vaškega kvinteta, in mi je to trditev potrdil tudi Andrej Bergant, torej da je pri tej pesmi Zvonovi tudi glas pokojnega Miška Hočevarja slišati. Tale, Franci, pred samo imate ploščo, ni ravno nekako nova, to pomeni, da je bila dostikrat poslušana. Ja, tako je, plošča je stara toliko, kot je minilo od slovesa Jožeta, torej 50 let, in na plošči, mnogi to ploščo imajo, nekateri tudi ne, predvsem mislim tu starejše poslušalce, mlade pravzaprav ta glasba mnoge tudi ne zanima, in so se mu fantje s Praprotna skupaj s Slakom, s ansamblom Lojzeta Slaka, zelo lepo poklonili, in če dovolite, da vam preberem, kaj so mu napisali. Plošča, ki so na njih od drobne brazde otrti zadnji mili glasovi pevca Jožeta Šifrerja, je skromna zahvala in spomin ansambla Lojzeta Slaka, čigar član je bil. Posvečamo jo s toliko večjo hvaležnostjo, kolikor bližnji in pomembnejši mu je bil v svoji 10-letni zvestovi. Z njo ga izročal v spominjanje vsem tistim, ki so ga imeli radi kot iskrenega človeka in kot pevca žlahtnega glasu in vsebine. Jože Šifrer je bil preprost človek, bil je kakor orač ali sejalec, ki je široko pleč s trdo od tla pognanimi nogami stal pred tabo. Njegove oči so zmeraj rahno milžale, kakor se spodobi ljudskemu pevcu, ki tenko posluša vase, če se viža tako, kot je treba, izliva iz srca. Da, Jože Šifrer je bil naš pravi ljudski pevec. Ni bil žejen slave, temveč je s svojim zvonkim glasom le zvesto ohranjal in oživljal tiste domače in občloveške harmonije, ki jih ropot modernega časa hoče udušiti in ki tako blažilno vplivajo na utrujenega sodobnega človeka. Bil je srečen, ker je lahko opravljal to poslanstvo, in toliko bolj, ker mu je bilo dano opravljati ga ne samo na Slovenskem, ampak tudi drugod po širnem svetu. V vseh pesmih je slišati njegov vodilni glas, njegove čiste, prav nič sozave, a zmeraj vznemirljive sole, jasne in gladko izpeljane fraze, svetlobo njegova vižanja, vso moč njegove zdrave volje in vso lepoto njegove skromne, a tako ponosne in moške duše. Franci je to zelo lepo povedal. No, v tej smeri v spomin Jožetu Šifrerju bo potekal nocojšnji večer.
Greva kar z glasbo, je rekel Franci, predlagava naslednjo pesmico, prekrasno, legendarno, zavedno, ko ob večerih sem prepeval. Večerih sem prepeval s prijatelji na sred vasi. Sem bil vesel, nikdar sameval, poznal še nisem žalosti. Pa pride čas, ko že ljubezen mi je raznemala srce. Sem pustil fante, pustil pesem in ljubil svoje le dekle. Me zapustila, prišel drug fant, je zapeljil, obljube lepe pozabila, zato se res ne bom solzil. Zdaj pel bom pesem o ljubezni, ki mi srce tako teži. Spominjal se o sreči bežni, ki kakor ptiček odleti. Spominjal se o sreči bežni, ki kakor ptiček odleti. Nazaj smo v Srakini sobotni veselici, poslušamo krasne pesmice. Franci Smrekar, naš gost, stari maček, član, včasih predsednik društva piscev besedil narodno-zabavne glasbe. In kdo bi bil bolj poklican in pozvan, da bi delil svoje bogato znanje z nami? Franci, tale prekrasen valček je legendar, ne zaradi tega, ker je že toliko star, ampak zaradi tega, ker ga vsi poznamo. Tako je, kako lepo je Jože tukaj zapel, kot bi poslušal Slavčka. Namreč Jože je skupaj s svojimi ostalimi člani, ki so bili kasneje člani Fantos Paraprosna, začel zelo mlad. Fantje so bili takrat stari okrog 15-16 let, ko so začeli peti v zboru kulturno-umetniškega društva Bukovica pod takratnim odličnim pevovodjem Francom Potočnikom. Naj povem še tole, da je danes njegov sin Tone profesor na Glasbeni akademiji v Ljubljani, in tako da je bil tudi Tone sin se lepo povezan še kako z glasbo, in pa tudi Franc, ki je vodil kar več zborov, med drugim je vodil mešani pevski zbor, pa ženski zbor, in iz tiste skupine se je pol ustanovila ena manjša skupina mladih fantov, ki so čutili, da so sposobni več narediti. No, in med njimi so že bili takrat Jože Šifrer, Andrej Bergant, Janez Dolenc, Janez Habjan, Janez Kalan in pa tudi Tone Dolenc, naj ga omenim, mnogi zanj sploh ne vedo, ki je kasneje se odselil v Novo Gorico, prenehal s petjem pri Fantis Paraprosna in pa kasneje tudi, koliko sem slišal, je šel še celo v Nemčijo, torej je bil tako, kot sem jaz bil dolgo leta na tuje, tudi v Nemčiji. No in pol je ostal še samo pevski kvintet Fantos Paraprosna in peli so pa po vzoru fantov z vasi, torej preden so pričeli delovati z ansamblom Lojzeta Slaka, torej a capella.
Vem, da tisti, ki se z glasbo okvarjamo, vemo, kaj beseda a capella pomeni, mnogi pa tudi za to besedo ne vedo, vsakdo nima danes slovar slovenskega knjižnega jezika, pa naj povem, da je a capella torej brez glasbene spremljave, kjer pevci samo pojo in fantje so to znali odlično zapeti. Naj povem, da je za to odlično besedilo, ko večerji sem prepeval, napisal besedilo Andrej Bergant, hkrati je pa tudi, ki jo bomo slišali, Sevška dolina, prav tako izpod peresa odličnega tonorista Andreja Berganta. Sevška dolina pesmica, da tudi to jo poznamo. Franci, kje je Sevška dolina? Ja, lepo, da ste me tudi to vprašali. Zagotovo mnogi vedo, mnogi pa tudi ne. Predvsem jaz mislim tukaj na ljudi, ki so zdavnaj zapustili ljubljeno Slovenijo, mislim na naše zdomce, pa predvsem izseljence, ki živijo v daljni Kanadi, Ameriki, Avstraliji, da mnogi se sprašujejo, kje je ta Sevška dolina in Praprotno. Naj povem, pred Škofjo Loko pot zavije v levo, v Poljansko dolino, imenuje se po Poljana, vasi Poljane, no in iz Škofje Loke pa zavije druga pot v dolino, v Sevško dolino, torej Praprotno, ki je le dobrih 6 kilometrov od prva vas, tako rekoč, od Škofje Loke odmaknjena in prijetna vasica, tako da skratka, tukaj so, če nadaljujem, se lahko zapeljemo iz Praprotna v Bukovico, pa v Dolenjo vas, no naj omenim danes, ste sami slišali, da je Prevčeva torej zmagala in tukaj v Dolenji vasi le streljaj od prve hiše na desno, ko prideš, torej Dolenja vas 1, je živel eden izmed fantov z Praprotna, Janez Fabjan, danes je tam gostinski lokal in čez tisto gostilno pogledaš čez Travnik in Kozovc, po domače povem, da vidiš domačijo Prevčevih, torej fantov, bratov Prevc in Nike Prevc, ki je še enkrat čestitke danes tako lepo uspela, tako da skratka gre za zelo prijetne kraje, no od Dolenje vasi se pa pot nadaljuje v Sevca, torej po tej vasi je tudi dobila dolina ime in v Sevcah je zadnji dom dragega Slavčka Jožeta Šifrerja. Tako lepo povedano, da ostane le še pesmica. Ko pomlad razgrnem se svoje lepote, poleti, ko sonce ožarja dolino, ko jesen ponuja številne dobrote, ko v zimi počiva odeta v belino. Vedno le lepa je Sevška dolina, rodna vasica, ko v dlani leži. Srce navdaja mladostna milina, misli hitijo nazaj v mlade dni. Čez pisana polja in tihe gozdove, vijuga se cesta in sora srebrna, pozdravlja Ratitovca skalne vrhove, podaja ji roko jelovica črna. Lepa, res lepa je Sevška dolina, rodna vasica, ko v dlani leži. Srce navdaja mladostna milina, misli hitijo nazaj v mlade dni.
Kot ptica selivka se vračam te kraje, kjer tekla so leta radostne mladosti. Pobožam s pogledom vas rodno najraje, občutim tedaj rodne hiše sladkosti. Lepa, res lepa je Sevška dolina, rodna vasica, ko dlan mi leži. Srce navdaja mladostna milina, misli hitijo nazaj v mlade dni. Prelepo petje, kot ti gredo, bi rekli tako stari Slovenci, kot sine po konci. Tudi ob tako prijetnem pogovoru, kot ga imamo nocoj v Srakini sobotni veselici, ko je z nami Franci Smrekar, že dostikrat nam je Franci polepšal večer in tudi danes, ko se pogovarjamo o Jožetu Šifrerju, pokojnemu pevcu Fantov vseh vetrov. Se upravičujem, Fantov spraprotna, prej sva primerjavo delala s Francijem in pogovarjala sva se, Franci, o Sevški dolini, ker ne da en tak majhen košček domovinice z toliko prekrasnimi pevci. Vse vsaki vasi prepevajo, ampak to so bili vrhunski. Tako je. Kot sem jaz tole misel enkrat dejal tudi Andreju Berganto, pa se je z mano še kako strinjal, mislim, da je to poseben fenomen, da kaj takega, da ti najdeš v vasi toliko dobrih pevcev, kot sem jih že prej omenil. Jožeta, Andreja, pa trije, Janezi, pa še Antone, tako da skratka, jaz mislim, torej na tako majhnem prostoru, res v eni vasi, no pravzaprav Andrej je bil domač svetega Tomaža, pri Škofji Loki ali pa nad Praprotnim, tako da skratka, to je en fenomen. Poglejte samo primer Fantov vseh vetrov, če sem prav razumel, drugače pa upam, če kdo posluša od Fantov vseh vetrov, da ne bo jezen. Baje, da so rabili 800 km, da so se skupaj pripeljali na eno vajo. Da pa se to zgodi, kar se je zgodilo Fantov s Praprotne, pa to je res nekaj posebnega in je res tale vas, ne vem kaj rečem, čudežna vas. Pa še, no, se mi včasih delo, včasih pred leti, ker ne da je bilo pri hiših več otrok, danes 1, 2, pa je že to včasih skoraj preveč. Takrat je bilo otrok veliko, tudi pri Jožetu. Da, Jože ni bil sam, mnogi tega ne vedo, jaz dobro vem, kajti ko smo s Bondrijani posneli skladbo Spomin na pevce še živi, na moje besedilo in odlično glasbo Tineta Lesjaka, je drugi po vrstnem redu Vinko, njegov brat, navezal z mano pravzaprav prvo z Modrijani stike, hotel je vedeti, kdo je avtor tega besedila. Blaž od Modrijanov mu je posredoval moj naslov, no pol so se kar večkrat oglasili pri meni, postali smo tako rekoč družinski prijatelji. Nič kolikrat, ko sem jaz bil v Švici, je svojo ženo Francko, žal sta oba pokojna, prihajal k nam na obisk, k moji zlati materi, tako da skratka vem mnogo tega iz prve roke. Bili so namreč 4 sinovi brez sestre, najstarejši je bil Janko, ta drugi Vencel ali Vinko, ko smo ga mi klicali, pol je bil Jože, ki je bil 1939 leta rojen, in še ta zadnji Gregor, in ko je se Jože poslovil, takrat je imel Gregor 22 let, tako da žal so že pokojni in Janko in Vinko in Jože, tako Gregor je še edini, ki je skoraj tako rekoč na domačiji na Praprotnem. Naj povem še to, da ne Janko pa ne Vinko, kolikor vem, zanesljivo nista pela. Gregor odlično pel, slišal sem celo to od pokojnega brata Vinkota, da je imel zelo podoben, odličen božanski glas kot Jože. Pel je v raznih zborih, pa cerkveni zbori, svoj ansambl so imeli, komornem zboru, žal pa ni se spuščal v tako glasbene vode, kot se je Jože.
Jože, lahko bi rekli tudi nekako legenda slovenske narodno-zabavne glasbe. Franci, do zdaj smo tako lepo poslušali valčke, saj so krasni. Ampak tudi Jože je imel enako rad valčke in polke. A lahko kakšno bolj poskočno zdajle? Zagotovo da, saj je minilo že od Jožetega slovesa 50 let. Lepo ste dejali, Jože, to so bolj ležali valčki, se jih je kar mnogo, jih bom kasneje tudi nekaj naštel, vendar pa je Jože imel rad tudi kakšne lepe polke in teh polk je bilo res mnogo. V mnogih skladbah, pa če niso to tudi njegovi soli, pa naj bo to v polkah ali pa valčki, se ni sliši njegov vodilni glas. Mimogrede naj še povem to, da mnogi poslušalci to vedo. Jože je namreč pel drugi tenor, je pa celo do baritona, mislim bariton kot glas, mu je legel, prav tako Janezu Habjanu, torej njihovo pevcu, tako da sta se izmenjavala in sta oba včasih pela ali bariton ali drugi tenor, no pol pa pri Slaki je pa tako prišlo, da so pol razdelili glasove in da je Janez ostal pri baritonu glasu, Jože pa pri drugemu tenorju. No, čisto na kratko, ko ste že vprašali, če bo kaj še bolj za poskočnega, zagotovo bo. Nad Praprotnim je Sveti Tomaž, kjer je luč sveta zagledal prav tako zlati glas Andrej Bergant. Če gremo, kot sem že prej rekel, s Praprotna naprej proti Bukovici in proti Sevcam, je tam čudoviti pogled na Ratitovec, pa na Jelovico. Če malce naprej gremo proti Julijskim Alpam, proti Triglavom, pa se nam odprejo Ponce, pa se nam odpreje dolina Tamarja, evo danes spet zmaga naša, tako da bi kar predlagal za naslednjo pod Poncami, pa naj še povem tole zgodbo, mnogi tudi tega ne vedo, ne boste verjeli, da je za to skladbo napisal glasbo odličen glasbenik, žal tudi pokojni Boris Kovačič, mož od Stanke Kovačič, na besedilo Marjana Stareta. Pod Poncami. Pod Poncami. Pod Poncami, tam nas muči veselo se razlika smih. Zoril goro, glej zimski dan, takal bo spet bil pajčolan. Na pot veselo je bilo daljavo, dolino bilo pod Poncami. Dolino bilo pod Poncami.
čudovita polka, pisana na kožo in glasove mnogih Slovencev. Srakino sobotno veselico poslušate, Franci Smrekarjev, naš gost. Oddaji smo posvetili 50-letnici smrti Jožeta Šifrerja. No, ravno v tej pesmi, pravzaprav vseh pesmicah, ki smo jih slišali, slišimo njegov glas, ki tako zelo izstopa. Včasih v sozvočju z vsemi fanti vseh vetrov enakovredno, včasih pa tako zazveni tišment, da odmeva po ušesih še pol ure potem, ko je bilo pesmice konec. Je tako, Franci, kaj da? Da, tako je, tišment, ste se malce zmotili, ne fantov vseh vetrov, ampak nič ni narobe, fantov spraprotna v tej čudoviti polki pod Poncami, je tako lepo spet tisti vodilni prevladoval njegov glas. Tako bo pa tudi v naslednji skladbi spet bomo en lušen valček slišali z naslovom Kadar srečam te, na besedilo odlične tekstopiske, ki je žal že pokojna. Letos bo 5 let, 13. augusta minilo od njenega slovesa, to je gospa bila Fani Požekova iz Črnomlja, in si upam trditi, da ni tekstopisca ali tekstopiske, ki bi tako lepo znala pričarati vsa ta besedila, ki bi tako zaznamovala Slakovo pot, kot je znala Fanika. Fanika je bila res vrhunska tekstopiska. Poglejte, ko sem jo srečal na Vurbeškem festivalu, preden smo začeli podeljevati na mojo pobudo plaketo Jožeta Šifrerja, pa jo vprašam: Fanika, dej mi povej, kaj je tebi pomenil Jože Šifrer? Veste, kaj je dejala? Franci, ogromno. Poglej, vse najlepše pesmi, katere sem jaz napisala za Slaka in katere solira on, so to moje besedila, tako da jih kar nekaj omenim. Glas harmonike, kadar srečam te, lep je spomin. Pa kdo ne pozna tisto lepo, 100 obljub, 100 želja, visoko nad oblaki in še mnoge pesmi, ki jih je tako lepo zapel Jože, je ustvarila ta čudovita belokranjska tekstopiska. Kar nekaj ste jih našteli, Franci, a ne bi eno zdajle. Katero predlagati? Ja, tako kot sem že prej omenil, kadar srečam te. Pa ji prisluhnimo. Kadar srečam te, moje nekdanje dekle, v tvojih je očeh zmeraj vesel nasmeh. Vem, da srečna si, daje se nežnosti drugemu fantu se dni noči. Tudi jaz v nočeh srečen sem drugih dlaneh, ista sreča ni, kar si mi dala ti. Mimo tebe grem, molčim, a zakaj ne vem, zakaj vseh želja ti ne povem, zakaj vseh želja ti ne povem. Kadar srečam te, moje nekdanje dekle, v tvojih je očeh zmeraj vesel nasmeh, a čas beži, naj drugim podari, kar sva imela nekoč jaz in ti.
kar sva imela nekoč jaz in ti. Franci Smrekar v današnji Srakini sobotni veselici v pogovoru z nami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, oddajo smo namenili Jožetu Šifrarju, zopet smo slišali ta zvonki glas. Franci prej ste omenili veliko piscev, besedil, še posebej Fanika Pože, ki se je tako zelo zlila in v harmoniji z Lojzetom Slakom, seveda tudi s Fantom Spraprotna, ampak fantje so bili pa tudi mojstri pri ljudskih pesmih skupaj z Lojzetom. Da, tako je. No, kot sem že omenil prej Faniko, da ne pozabim, res je bila Fani Požekova tista, ki jih je najbolj zaznamovala. No, pa med drugim, da tudi ne pozabim še nekaj ostalih, upam, da se vseh ne bom spomnil. Že prej sem omenil gospo Vero Komprejo, pa Marjana Storeta, ki je bil odličen, tudi kasneje ga bomo malce omenili, Ivana Sivca, Ivana Malavašiča. Med drugim naj povem to, da je Ivan Malavašič, ki je prihajal iz Podlipe pri Vrhniki, tudi njemu bo letos minilo 5 let na pomlad od slovesa, je napisal prvo avtorsko pesem za Slake, vsi jo poznajo, seveda to mislim na ljubitelje, starejše ljubitelje Slakove glasbe, domači vasici, tako da jih je bilo kar nekaj. Je pa res, kot ste dejali, da so fantje peli, namreč že prej sem omenil, da preden so fantje pričeli peti pri Slaku, so prepevali ljudske pesmi, te so jim izredno ležale. No in potem se je zgodilo tudi to, da so marsikatero tako pesem priredili, torej dodali inštrumentali in so nastale tako mnoge lepe. No, poglejte, pri Slaku so pol obnovili tudi Grablice, pa Na paši, skratka mnogo lepih pesmi so skupaj ustvarili z Lojzetom Slakom, seveda pa tudi z Nikom Zlobkom, tako da res je, odlično so se ujeli vsi skupaj, ne, kar se tega tiče. No, mimo grede naj povem še to, da je Jože, ta podatek mi je posredoval Andrej Bergant, med vsemi temi, ki so posnete s Slaki in ljudske in avtorske, kar 17 solo tega zlatega glasu slišimo lahko na zvokih. Franci, a ste kdaj šteli, koliko ljudskih jim je uspelo spraviti v studio? Ja, tega podatka pa žal nimam, ste me kar presenetili, nič. Veliko je tako? Ja, veliko, se pravi, namreč predvsem, ko sem že prej omenil, preden so pričeli Slako, so veliko tega in mnogo jih slišim, žal se vseh tudi spomnil ne bom, čeprav si upam trditi, da ni skladbe ansambla Lojzeta Slaka in Fantom Spraprotna, ki jo jaz ne bi poznal. Bo pa mogoče to za drugič, da se bom spomnil, pa jih bom preštel. No, sam še tu povem, en večer sem si vzel v roke pesmarico ansambla Lojzeta Slaka in sem si izpiševal, koliko besedil je Malavašičevih, koliko je Požekove, Marjana Storeta, Ivana Sivca, ki je tudi odlično zaznamoval Slakovo glasbo in to imam nekje napisano, ampak se pravi, ste me presenetili s tem podatkom. Vse, kar bi povedal, bi bilo napačno, tako da skratka, s tem vam pa ne moram postreči, žal. Bomo šli pa poslušati tisto prvo, s katero bomo začeli preštevati. Med cvetlicami po Logu. Med cvetlicami po Logu teče voda bistrica, k njej se pas sprehajat hodi, zapeljana deklica. Enkrat pa v lovnem bistrem deklica se zastrmi, tiho voda zašepeče, rahlo zašume.
da ti umivam lice zalo, da bo čisto in mlado. Ja, med svetlicami po logu so se sprehajali fanti s Praprotna. S Francijem Smrekarjem se sprehajamo med pesmimi, ki jih je prepeval Jože Šifrar. Ljudske so nam še posebej pri srcu. Ja, včasih se je Franci Keneda vse začelo z ljudskimi pesmimi. To je bilo petja vse povsod pri vseh, največkrat pri kmečkih opravilih, kaj ne da. No, včasih so pa tudi zavili v kakšno gostilno. Zagotovo so, kot ste lepo prej omenili, da so se sprehajali med svetlicami po logu, pa ne samo med svetlicami po logu, so šli tudi čez Gmajnico, kot bo naslednja lepa pesem. Kam so šli? Šli so k puncam, v cerkvi so fantje veliko peli, seveda pa so peli tudi pod oknem svojim dekletom. Namreč naj povem tole, kot sem že prej omenil, prva hiša na desno, ko se pripelješ v Praprotno, je bila gostilna. Andrej Bergant mi je včeraj povedal, da je bila zagotovo tam najmanj 150 let gostilna. Tam v tisti gostilni je bil rojen Janez Dolenc, torej basist fantov s Praprotna. Naj povem še to mnoge poslušalce tudi zanima, da sta si Andrej Bergant in Janez Dolenc bila svaka, ali drugače povedano, Andrej ima Janezovo sestro za ženo, no ta hiša je sedaj v lasti Andreja, ki jo odlično obnavlja, in tukaj je bila gostilna in ne boste verjeli, tukaj, to je tik ob Sori, so se fantje dobivali, peli. In naj povem eno zanimivo anekdoto. Jože je namreč 1959 leta šel v vojsko, služil je v Srbiji tik ob bolgarski meji, ko se je skoraj malo manj kot po 2 letih vrnil domov. Fantje so ga pričakali v gostilni, no ta gostilna se je imenovala Pri Kazinarju, zato so tudi Janezu Dolencu rekli Kazinarjev Janez, in so ga pričakali kar v gostilni, ne boste verjeli. Ni šel domov pozdraviti starša, ostale, ampak so v gostilni ostali tja do ranega jutra in peli od sreče, da se je zlati glas vrnil med njih domov v gorenjske kraje. Predlagam, da si predstavljamo, kako bi šli mi zdajle čez Gmajnico, pa direkt tja, kjer se prepeva. Se sicer pa prepevate lahko. Sem šel čez Majnico, sem slišal ptičke pet lepo. So pele ptičke pesmico, od svoje ljubce grem domov. Ti hojla grija, hojla drom, od svoje ljubce grem domov. Ti hojla grija, hojla drom, od svoje ljubce grem domov.
se bom na vas podal, zelen klobuk na glavco djal. Za klobuk papirja dva, da me bo videla ljubica. Ti hojla drom, da me bo videla ljubica. Ti hojla drom, da me bo videla ljubica. No, zdaj smo čez Gmajnico, smo šli v gostilno, iz gostilno so zaprli, pol smo šli pa, saj veste kam, na kakšen vikend, v kakšen kevdar med vinograde, kjer smo se radi dobro imamo. Tudi fanti s Praprotna so bili veseljaki, je tako, Franci? Zagotovo, da, kakor mi je znano, prav vsi, torej so bili fantje zelo veliko tudi skupaj, takrat so bili čisto drugi časi kot se danes in so se izredno družili med sabo. Tudi to zgodbo vem, da so s Praprotna ničkolikokrat šli čez Tomaž nad Praprotnim, ker sem že prej omenil, bil rojen Andrej Bergant na Lubnik, tako da skratka s kolesi so se vozili, ne boste verjeli, v šolo s Praprotna v Škofjo Loko in že takrat so fantje peli, takrat se zagotovo, veste, avtomobilov še ni bilo in so bili toliko navezani en na drugega, da so en drugega čakali, če je kateri prej končal šolo, da so se lepo domov peljali in že takrat so peli in zagotovo, kot ste dejali, da so bili veseljaki. No, namreč naslednja polka, ki jo bomo slišali med brajdami, tako kot ste prej dejali, so šli radi vse posod tudi v kako vinsko klet. Tako da ta polka, ki jo napisal, je zanjo odlično besedilo, tako da malo tudi imamo kaj veselih skladb, ne same žalostne. Marjan Stare, ki je zelo zaznamoval tudi njihov pot, namreč to skladbo so posneli na Jugotonu v Zagrebu, na plošči jo najdemo pod to goro Zeleno, video spot pa na Trški gori, kjer je imel Lojze Slak vinograd in kasneje tudi zidanico. Za tiste poslušalce, ki tega ne vedo, mnogi vedo, naj povem, da se že kar nekaj let prvo soboto v mesecu maju, fantastični mesec, če je lepo vreme, se podamo na pohod po Slakovi poti, tam pred cerkvijo se vse skupaj dogaja, je prireditev, no pol pa zavijemo še k Slakovi zidanici, tako da skratka lepo se imamo in ta video spot, čeprav je še v črno-beli tehniki, je izredno lepo napravljen. Pa naj še povem to, da je Marjan Stare pisal za Slake, tudi tisto poznate vsi, Pozdrav z Dolenjske ali pa Mamici, mnogi poslušalci jo bolj poznajo kot pesem, ki je Mamici bi Rož nabral in tudi mnoge, ki jih je pol kasneje pel Andrej Bergant, tudi z zlatim glasom, eno od najbolj znanih, se jo vsi poznamo iz zlatega glasu Andrejevega, Krka Senjava. Pa dajmo poslušati, torej malo bolj veselo, med brajde pa pojdimo, danes je bolj slabo vreme, danes bi bilo malo težko iti med brajde pri teh -10 stopinjah na Trško goro, pa si jo vsaj pričaramo v tej prečudoviti polki. Ja, tudi zima je dobra. Če je poleti v kevdru hladno, je zdajle prijetno toplo. Počiva, vse mirno spije, ura že polnoči. Leč riček med brajdo se oglasi, polnočni pozdrav žgori. Zahajam med brajde, noč za nočjo, veselje v očih žari. Poprosil bom lunco, svetlo nocoj, daj sveti na hribček moj. Poprosil bom lunco, svetlo nocoj, daj sveti na hribček moj.
kri. Od svojih le rok prav dobro živim in čakam jesenskih dni. Zahajam med brajde sredi noči in vetrič me tam hladi. Poprosil bom zvezde svetle nocoj, naj čuvajo hribček moj. Rumen veselo smeji, ga brajda težko drži. In kapljica sladka v soncu zori, ogrela po zimske dni. Zahajam med brajde grozdje sladko, ja gori pred zidanco. Poprosil bom zlato sonce nocoj, naj greje še hribček moj. Poprosil bom zlato sonce nocoj, naj greje še hribček moj. Smo že nazaj, v Srakini sobotni veselici, pogovarjava se z Francijem Smrekarjem o 50 let od smrti Jožeta Šifrerja, mineva. Franci, ljudje so ga imeli, Franci, zelo radi, kaj ne da. Slišal sem, da nekdo že, da so oboževalci, ki že 40 let obiskujejo njegov grob. Ja, mogoče bi še kdo drugi, če bi vedeli, ki je sploh, ja. Tako je, lepo ste dejali, res jih je kar nekaj, za mnoge mi to ne vemo, vem pa za prijatelja, konkretno bom kar povedal, to je gospod Franci Seksida, prihaja v bližini samostana pri Stični. Ko se je Jože poslavil, je bil še tam nekaj mojih let mladenič, mi je pa povedal zgodbo, da vsako leto 16. januarja, in to je že skoraj 40 let, prav ob tistem času, tam nekje okrog poldneva, ko se je Jože ponesrečil, pride na Vsevca, na njegov grob in mu prižge svečko, tako da skratka, lepo je, pa tudi ljudje zanima, ki je Jože pokopan. Kot sem že lepo omenil, torej Sevca so v Sevški dolini, med Škofjo Loko in med Železniki. No, za tiste, ki bi šli obiskati Jožetov grob, naj povem še to, da na spomeniku piše po domači Grohcovi, zato smo tudi rekli Grohco Joža ali Jože po domači, torej pa na tem pokopališču je pokopan tudi Janez Fabjan, umrl je 2008. leta, pa tudi Janez Dolenc se je poslavil 2019. leta. Vsi ti trije grobovi so zelo blizu cerkvice, no prav na tem pokopališču pa je tudi zadnji dom njihovega pevovodja Franca Potočnika, ki se je poslavil na sam božični dan, torej 25. decembra 1999. leta. Njegov spomenik pa je tik ob vhodu na levo stran, ko pridete ob betonskem zidu. Franci Rebernik nas je zapustil 2016. leta, pokopan je na Blejski Dobravi. Janez Kalan je pokopan v Lipici, po domače oni pravijo v Lipcah, pri Škofji Loki, zapustil nas je 2015. leta. Na tem pokopališču počiva tudi Franci Sever, basist od Slakovega ansambla, ki se je poslavil 2017. leta. Lojze je že odšel 2011. leta. Le streljaj od Guncelske cesta 12, če se ne motim, v Ljubljani, ker je živel, je v Šentvidu pokopališče in njegov večni dom je v Šentvidu pri Ljubljani. In še Niko Zlobko. Naj povem to, da je Niko prihajal iz Čateža ob Savi, tako rekoč iz Brežic, no, iz Brežic v bližini Brežic sem tudi jaz, zato je Niko pokopan v Brežicah, poslavil pa se je leta 2021. Če bo koga to zanimalo, da bodo tudi vedeli, kje so tele pokopani. Naj pa še povem eno zgodbo. Kot sem že dejal, marsikdo se vpraša, kje so ta pokopališče, jaz ne bom nikoli pozabil. Imel sem na obisku gospoda Zvonka Čemažarja, mnogi ljubitelji narodno-zabavne glasbe ga poznajo
bil je eden prvih tekstopiscev za Avsenike, kdo ne pozna njegovih čudovitih verzov, kot so Klic srca, Sedmera jezera, Veselje, srečo, radost vam želimo, Čez zelene trate in podobno. No, in ko sva se enkrat mudila na Gorenjskem, sva hotela obiskati tudi grob Franca Korena, ne bom nikoli pozabil, bratcu, sin je najo nekako usmerjal s telefonom, pa se žal ni išlo, pa je tam v bližini bila ena gospa prijazna, jo povprašala, veste, kaj mi je dejala, ko bi vi vedeli, koliko ljudi obišče grob Franca Korena, zadnjič cel avtobus Avstrijcev, pol kasneje so šli k Avseniku, v Begunje so spraševali za grob Franca Korena, da mu prižgejo svečko. No, še naj povem tole, poleg Franca Korena se, čeprav je oddaja nocoj namenjena Jožetu Šifrarju, je čudovito pela Danica Filiplič, no in z Vonko Čemažejem sva tudi njej hotela prižgati svečko, pokopana je v Idriji, žal njena hčerka Breda, ki je tudi pokojna že, je najo čudovito sprejela in so tudi nama v vaški gostilni povedali, koliko ljudi sprašuje, kje je zadnji dom te čudovite Avsenikove pevke, tako da skratka je lepo, da poslušalci, še vedno, ko sem rekel, če jih zanima, vedo tudi, kje so pokopani. Franci, nazaj k glasbi. To imajo poslušalci Radia Sraka najraje. Evo ga. Na paši, prekrasen valček. Ko rano jutro ženem živinico v goro, na sviralico sviram in pojem prav lepo. Na sviralico sviram in pojem prav lepo. Živinico napasem do sitega vsak dan, zvečer, ko domov ženem, sem truden in zaspan. Zvečer, ko domov ženem, sem truden in zaspan. Dočaka me doma in mamca nadrobijo van kruha črnega. In mamca nadrobijo van kruha črnega. Na paši je radost, ni lepšega na svet, kot nedolžna je mladost. Ni lepšega na svet, kot nedolžna je mladost. Nismo več na paši, smo nazaj v Srakini sobotni veselici v pogovoru s Francijem Smrekarjem. Franci, nocojšnji večer sva posvetila Jožetu Šifrarju, ali ste ga vi osebno poznali, ste ga zdaj poslušali njegovo petje v živo? Ja, če čisto pošteno povem, nisem ga poznal osebno, se pa spominjam, da je bilo to 1972. leta, torej 2 leti pred Jožetovim odhodom v večnost,
Bilo je namreč na koncertu v zadružnem domu na Bizelskem, takrat sva mina, jaz sem še imel brata, sva bila namreč eno jajčna dvojčka in smo na tem koncertu bili, bila sva stara tam malo manj kot 17 let, zato se tega dogodka zelo spominjam, kako je bila dvorana nabito polna. Naj še povem samo to, v tistih starih časih ni bilo tako modernih avtov, kot so danes, ampak smo se s fičotom, po domače povedano, od pokojnega brata, se nas je kar 5 sklačilo v avto, od naju s bratom, sosed, moj oče in še starejši brat, in smo uživali, kako so oni lep večer pripravili. Ne bom nikoli pozabil, vodil ga je Milan Kalan, njihov odlični voditelj, no se ste ga tudi na začetku v recitalu v Zvonovi slišali, to je bil igralec, žal se je zelo zgodaj iz Kranja poslovil, tako da skratka je bilo lepo. Me je pa zanimalo, se spominjam, nisem se spomnil, katero leto je to bilo, in pol je moj odličen prijatelj Boris Kovačič malo se spraševal po Facebooku, v tem modernih mediji, kot se danes imenuje, a veste, da se je oglasila ena gospa, če nas poslušajo, prisrčno pozdravljam, in mi je povedala zgodbo, da ste se, to je bilo marca 1972 leta, da ste se svojim fantom, ki sta se pol tisto leto poročila, zato zagotovo ve, da podatek drži, peš odpravila, še enkrat takrat ni vsak imel avta, iz Pišec na Bizelsko, da je bilo zelo hladno za mesec marc in je ostal tako v spominu, in pravi, tudi ona je na tem koncertu, pa ne ona, dvorana je bila skratka nabito polna in uživali smo, in takrat sem jaz Jožeta žal videl prvič in tudi zadnjič, vse kdo je pa računal, kaj se bo zgodilo. Življenje je tako nepredvidljivo. Tako je dobro, pa da je življenje bilo, kajti v letih svojega delovanja, nekateri malo več, nekateri malo manj, posebej fantje s Praprotna in Lojze Slak so pustili neizbrisen pečat na Slovencih, ampak kaj ne da, Franci, tako v Sloveniji, še posebej pa tudi pri naših izseljencih, zelo so se potrudili za njih. Tako je. No, preden še to omenim na tole, kar ste me vprašali, naj povem to, ko ste dejali, da se življenje mnogokrat prehitro konča. Tako je, Jože, to se je končalo. Namreč Jože je 7. decembra praznoval 34. rojstni dan, 16. januarja, torej v 35. letu, pa se je žal mnogo zgodaj poslovil, in upam si trditi, če bi Jože se ne zgodilo to, kar se je z njim zgodilo, da bi tako, ko so vsi fantje s Praprotna nastopali in peli s Slakom do konca, dokler ansambel ni prenehal z delovanjem. Omenili se, da tako je bilo, fantje so ponesli pesem ne samo po Evropi ali pa na začetku predvsem poljubljeni domovini Sloveniji, ampak so jo ponesli tudi preko oceana. Namreč Jože je bil 1970. leta po Ameriki in Kanadi na turnejo s fantje s Praprotna, 72. leta pa je bil z njimi tudi v Avstraliji. Na obeh nastopih je bila z njimi Jana Osojnikova, mogoče še, kdo se tega spominja, je tudi na eni plošči na sliki. Gospa je bila odlično oblečena, torej v narodno nošo, tako kot se spodobi za take koncerte, ne danes, ki jih vodijo, ne vem, kako bi dejal, ne bom raje povedal. Tako da skratka, gospa je prihajala iz Kranja, bila je igralka, napovedovalka, in na teh koncertih, ne boste verjeli, je bilo tudi kar nekaj, ne samo Slovenca, ampak že druga ali tretja generacija, in niso več znali slovenskega jezika, tako da jim je ona v angleškem jeziku napovedovala. No, in po teh najprej so imeli, to mi je pa Andrej Bergant pripovedoval, so imeli koncert in po koncertu še ples, in to je trajalo skoraj do ranih jutranjih ur, tako da so skratka zelo navdušili naše, večkrat so se želeli imeti, ampak žal tako ni bilo. In skladbo Visoko nad oblaki, katera bo naslednja, poklanjamo, dragi izseljenci, ki živite na tujem, pa naj bo to v Kanadi, Ameriki, Avstraliji, vse povsod, kjer ste, tisto lepo, kako je lepo. Jaz se spominjam, jaz sem namreč 30 let živel v Švici, kako srečen sem bil, ko sem se na letališču v Zürichu sedel na avion in odpeljal v ljubljeno Slovenijo. Vi imate malo daljšo pot in čudovito pesem Visoko nad oblaki na besedilo Fani Požekove.
ponesimo danes preko Radia Sraka vam, ki že po svetu ste. Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, si brišem solze sreče izgubanega lica, tako kot lastovica hiti podrodni krov. Leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Peljala bela cesta je v širni svet nekoč, a brez slovesa sem odšel in vzela me je noč. Sem dolga leta skrival bolj in skrival sem solze, a želje, da bi šel domov, polnile so srce. Na prsi bom slovenski nagrdač, čeprav srebro je že v laseh in mladih let ni več. Zavriskal bom s harmoniko, veselo bo zares, in najbolj zalo deklico izbral si bom za ples. Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, si brišem solze sreče izgubanega lica, tako kot lastovica hiti podrodni krov. Leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Naša ptica je priletela nazaj v Srakino sobotno veselico, ker se z Francijem Smrekarjem pogovarjamo o Jožetu Šifrerju, 50 let od njegove smrti. Tako, ko gledam nazaj, Franci, Slovenci smo, prav, zdi se mi tak nek poseben narod. Včasih pri nas zraste kakšen cvet, največkrat, kar je zelo priljubljeno in popularno, naprimer, kakšni športniki, koliko svetovnih asov smo imeli, nazadnje Tadej Pogačar, kaj ne, da so rekli, na vsakih 500 let dobimo enega takšnega. Športniki bi si lahko podajali roko, tudi kakšni glasbeniki, ki bodo zavedno ostali. Tudi mogoče bomo glas Jožeta Šifrerja čakali še 500 let. Ja, odlično ste to povedali. Namreč tole ugotovitev sem tudi jaz slišal nekje na televiziji, je bilo rečeno, da so sotekmovalci in trenerji Tadeja Pogačarja rekli, da takšen talent se rodi na 500 let. Mnogo, kot ste omenili, je bilo talentov v Sloveniji, ki so, a veste, tako majhne dežele, kot je Slovenija, ponesli po celom svetu. Mislim, da je malo takih držav, pa naj bo to na vseh športnih področjih. Kar se pa tiče Jožeta Šifrerja, jaz mislim, da takšen glas, skoraj si upam trditi, da tudi menda na 500 let, to mnogi pravijo,
da takega glasu, kot je bil Jože Šifrar, ne bo nikoli več. Zelo sem vesel, če lahko tako rečem, če uporabim besedo vesel, da so žal po slovesu Jožeta Šifrarja, mislim, da boljše zamenjave niso mogli najti, kot je bil prav tako zlati glas Francija Rebernika. Odlično je pel. Če omenim samo nekaj njegovih solov, Lepa si mladost, Ne prižigaj luči, Popotnik, Raj pod Triglavom in še mnoge druge. Seveda imamo to srečo, da imamo med nami še prav tako zlati tenor, zlati glas, Fantos Paraplodna Andreja Berganta, pa kdo ne pozna njegove Podekle, Krka sanjava, Pij godec z mano in še skratka mnoge dobe, tako da skratka upam si trditi, da Slako ansambl je bil prav na račun tega, da je imel tako čudovite pevce, da je Lojze pisal tako čudovite viže, ki jih je tako oplemenitil. Niko Zlobko se je bil tudi glasbeno izobražen in je bil hkrati umetniški vodja Fantos Paraplodna, da je to nekaj neponovljivega in verjemite mi, da se ne motim, ali pa mogoče mladi bodo rekli zagotovo, da se motim, saj so oni legenda, ne, da takega ansambla, kot sta bila brata Avsenik, torej ansambla bratov Avsenik in pa Slakovega ansambla ne bo nikoli več. Naj mi ne zamerijo kvintetovci, zame so to odlične glasbene skupine, vendar jaz sem s to glasbo rastel, tudi doma smo radi poslušali Avsenike, ampak so mi Slaki s tistim milim dolenskim melosom, ki ga je znal Lojze tako lepo na harmoniko izagrati, in zlati glasovi so me prepričali, in da so zame to bili najboljši pevci in da jih nikoli več ne bo v Sloveniji. Franci, besede s pomenom. Franci, naslednja pismica, ki imamo pripravljena, je Podgorjanci otoček. Kakšno posebno sporočilo nosi, da je zdaj na tem mestu? Tako je. Podgorjanci otoček je ena izmed 5 čudovitih, katero bo zapel Jože Šifrar. Naj povem, da je besedilo za tole pesem napisal Ludvik Orekar, ki je bil prav tako doma iz Čateža ob Savi. Ludvik Orekar je bil namreč bratranec Nika Zlobka, oba sta pričela pri Beneških fantih, Ludvik je do konca ostal pri njih, Niko je pa pol po domače bil presedlal k Slakom, ki je še tako zaznamoval to pot. Čudovit valček, kajti Lojze je bil Dolenc in naj še povem, vprašali ste, če je povezan z kakšnim dogodkom, dajmo si zavrteti tole skladbo Podgorjanci otoček, pa bom pol povedal, kaj se bo v kratkem zgodilo. Smo nestrpni. Samo 3 minutke oddaljeni, pa bomo izvedeli. Podgorjanci otoček. Podgorjanci je otoček, Krka mu je zibelka, na valovih v senci gozda, 6 stoletja zibljega.
No, in zdaj smo vsi nestrpni nazaj. Saj veste, poslušate oddajo Srakina sobotna veselica, gostimo Francija Smrekarja, pogovarjamo pa se o Jožetu Šifrerju, pevcu fantov vseh vetrov, od katerega smrt je minilo 50 let, ampak, kako je že rekel, Franci nam je vrgel vabo na trnku, zakaj Podgorjanci otoček sporočilo prihaja. Franci, kakšno? Ja, tako je. Namreč jaz sem si dejal, da časoma vse rado zbledi, da spomin na tega zlatega slavčka časoma ne bi zbledel. Takrat sem je živel še namreč v Švici. Sem si dejal, zakaj pa ne bi, če je na tekmovanju za zlato harmoniko Ljubečne se podeljuje plaketa Avgusta Stanka, na najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju plaketa Franca Korena, zakaj pa ne bi podelili na Vurbeku plaketo Jožeta Šifrerja, se je tako rekoč Vurberk festival Slakovega ansambla, fantovskega petja, pa seveda tudi Miheličevega. In to se je res zgodilo, Vurberžanom sem namreč jaz to predlagal in na jubilejnem 10. festivalu smo prvič podelili plaketo Jožeta Šifrerja. Modrijani so bili prvi, ki so to plaketo prijeli, odlično so izvedli skladbo na besedo Fani Požekove Daleč je dom. Kasneje leto pozneje smo se mu poklonili s pesmijo Spomin na pevca še živi, to bo tudi nocoj zadnja skladba, ki bomo prisluhnili. Hkrati pa smo pripravili ob 30-letnici Jožetove smrti koncert v Železnikih v oktobru 2004. leta. Dvorana je bila nabito polna, Boris Kopitar je koncert odlično vodil. 10 let kasneje, v aprilu 2014. leta, smo ta koncert ponovili, tokrat v Trati, dvorana Trata v Škofji Loki. Spet je nastopilo 10 odličnih ansamblov, odlično ga je vodila radijska in televizijska napovedovalka Lucija Grm. No in takrat ob slovesu sva si midva z mojim dobrim prijateljem, jaz sem mu iskreno iz vsega srca zahvaljujem, da je prisluhnil tej ideji, da bi koncerta oba pripravili Jožetu, če ne bi bilo Marjana Potočnika, si upam trditi, da teh dveh koncertov ne bi nikoli bilo. No in z Marjanom sva se na odru poslovila s besedami: nasvidenje čez 10 let ob 50-letnici smrti Jožeta Šifrerja. Naj povem še to, da sta oba koncerta bila humanitarnega namena, da smo čisti izkupiček namenili društvo Sožitje duševno prizadetim občine Škofja Loka. No in tole obljubo bomo konkretno držali. Letošnji koncert na dragega Jožeta se bo pa zgodil 27. aprila v Novem mestu. Vprašali se boste, zakaj pa v Novem mestu, se sta dva koncerta bila na Gorenjskem. Res je, Jože je bil Gorenjec, vendar je Jože bil od samega začetka delovanja ansambla Lojzeta Slaka pa do svoje mnogo prerane smrti član torej Lojzeta Slaka. Lojze pa je bil Dolenjec, zato smo se odločili, da bomo koncert priredili s istim naslovom, kot sta bila že prva dva, z naslovom Spomin na pevca še živi. Tokrat še enkrat 27. aprila v dvorani Levna Štukla v Novem mestu. Tudi ta koncert bo dobrodelnega značaja in tako bomo obeležili 50 let odhoda Jožeta Šifrerja v večnost, hkrati pa 60 let Slakove glasbe, namreč davnega 1964. leta so fantje s Praprotne pričeli sodelovati s Slakom in tako bomo skratka še enkrat 50 let Jožetove smrti in 60 let pristopa fantov s Praprotne k Slaku ali drugače povedano Slakove glasbe. Zato ste, spoštovani poslušalci, od srca vabljeni vsi na ta koncert. Verjemite mi, da bo tudi tokrat 10 odličnih ansamblov, med njimi mnogo dobitnikov plakete Jožeta Šifrerja, če samo ene omenim, nekatere ansambl Nemir, pa bojo ansambl Akordi, pa bojo fantje iz Počilentabra, pa ansambl Glas ali drugače povedano koncertni ansambl Slakove glasbe, pa bodo tukaj Krimski lisjaki, ansambl Jarica, Brane Mešl, tisti, ki tako lepo poje Šifrerjeve pesmi njegov sin Matej, skratka in še 10 drugih, ampak zaenkrat naj ostane skrivnost. Verjemite mi, da bo lepo. Naj še povem to, da z ansamblom Glas pripravljamo pesem, ki bo posvečena
fantom spraprot na venček nekako, tako da skratka lepo bomo obeležili. No, na moje besedilo sva s odličnim avtorjem Ivanom Škratekom, ki je bil 25 let kar član ansambla Jožeta Bohorča, pripravila mu tale venček in upam, kolikor sem slišal, prejšnji teden so ga že fantje vadili, da bo to zelo, zelo lepo zazvenelo, kajti končali bomo z verzi: temna noč se je storila, sanjalo je že oko, pesmica se je zgubila, nič več fantje ne pojo. Ja, Franci, zelo lepo ste povedali. Tako, še eno pesmico bomo namenili našim poslušalcem. Spomin na pevca še živi, kot bo naslov koncerta, kot se spodobi za konec najine oddaje. Hvala lepa, Franci, za obisk. Hvala lepa za vse znanje, izkušnje in čustva, ki ste jih delili s poslušalci Radia Sraka. Hvala tudi vam. Od srca bi se zahvalil direktorici Radia Sraka, Boži Volk, Dragoto, uredniku, sinu Blažu, skratka vsem, ki ste me v to oddajo povabili. Res je bila malce dolga, ampak upam, da ne predolga, da mi poslušalci ne bodo zamerili, da bojo pa sedaj tudi želje prišle na vrste. Hvala vam, skratka vsem vam, dragi Darko, odlično se to oddajo vodili. Upam si trditi, da sva se odlično jela, kot že dvakrat, in upam, da se na jesen spet znova vidimo. Srečno in lahko noč. Franci, še enkrat, čestitke za korajžo, za koncert, na katerem se vidimo v velikem številu tudi s poslušalci in poslušalkami Radia Sraka. Do takrat pa pazite na se, vse dobro, Franci, hvala lepa. Vse dobro tudi vam, lahko noč, srečno. Usoden dan teman, te za vselej vzel je nam. Si odšel v večni svet, tam kaj Bogu pesmi pet. Rad bi bil tako lepo, kot si znal le ti samo. S pesmijo očaral bi srca tisočih ljudi. Si kot slavček biti znal, bil si nam ozor svetal in podaril nam zaklad, neizmerno drag in zlat. Mnogo let je od takrat, kar zapel si zadnji krat. Brez slovesa si očal, zlati glas je onemel, a še v naših srcih si pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zbledel, pesmik večno boš živel. Tvoj sanjavo mili glas je kot žarek Božja v nas. Z njim do srci našel pot, trosil radost prav posod. Si neskončno bil vesel, vesel glas bi razodel. Ko si pil iz nas srca, skupaj s fanti spraprotna. Mnogo let je od takrat, kar zapel si zadnji krat. Brez slovesa si očal, zlati glas je onemel, a še v naših srcih si pesem tvoja še živi.
in spomin ne bo zbledel, pismih večno bo živel. V naših srcih si, pesem tvoja še živi. In spomin ne bo zbledel, pesmih večno bo živel. In spomin ne bo zbledel, pesmih večno bo